Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni, dober dan voščim in dobrodošli. Sliko smo na štadionu Domžalski športni park, kjer bomo spremljali tekmo 36. zadnjega kola. Najboljši strelec Domžal v tej sezoni z 11 zadetki. Dobra podaja, priložnost je bila tole za Domžalčane. Obetaven napad domačih še traja. Strel proti vratom in mimo. Za malenkost Arnel Jakupovič je dobro sprožil. Markuš in Sikoš oziroma Mavretič. Dober prodor v kazenski prostor, priložnost in tole je zadetek za Domžalčane. 1:0 v 29. minuti, krasna akcija. Popolnoma je izpadla celotna obramba Triglava. Zadetek pa je dosegel Matej Podlogar. To je njegov 5. gol v tem prvenstvu. Poglejmo še enkrat. Prekršek nad Jakupovičem, najbrž Juk ni dosodil nič. In zdaj v protinapadu nogometaši Triglava. Majcen. Še naprej Majcen, ki lepo podaja. Tole je priložnost, strel proti vratom, no in tole je bilo nevarno. V kratkem se bo obračun nadaljeval. Podlogar, priložnost in ni zadetka. Lepa žoga Vilmoca, Arhčesen podaja, priložnost, ni zadetka, neverjetno. Podlogar. Mavretič strelja, brani Čadež. Jakupovič, prenizka podaja, priložnost in gol. Vendarle zadetek, 2:0 torej za nogometaše Domžal. Rudarju z 1:0. Tule je priložnost in obramba, Sorčan pa zadetek. Zadetek Gabra Petrica v 87. minuti. Kranjčani se torej ne predajajo, vračajo se, dosegli so zadetek in se s tem vrnili v igro za zmago. Lepo je zmagati v zadnji tekmi, nekako rezultatsko neobremenjeni, čeprav smo si želeli tudi v tej tekmi zmagati. Triglav malce spremenjeni postavi, ampak na drugi strani tudi mi smo dali priložnost mlajšim igralcem oziroma tudi tistim, ki so mogoče malo manjšo minutažo imeli v zadnjih krogih, tako da dobro so jo izkoristili, na koncu smo zmagali in smo veseli. Ne, šli smo v tekmo, da damo priložnost mlajšim igralcem, pa igralcem, ki so do zdaj igrali manj, tako da mislim, da je bila tekma korektna z naše strani. Škoda za piko, za 2 naši napaki, da nismo osvojili te pike, smo pa že naše misli v Gorici. Dobro se moramo popraviti na njih in te 2 tekme odigrati maksimalno, da bomo ostali v ligi, tako da mislim, da imamo potencial predvsem pri mladih igralcih in mislim, da se je tudi danes videlo tudi na igrišču, kljub temu, da smo izgubili 2:1.